In potem sta se v bistvu tako navdušila nad tem športom in to je res dobro izgledalo in meni se je zdelo veliko bolj cool kot smučanje in sem potem rekla, da tudi jaz ne grem več z njima, dokler ne dobim svoje deske. Teda že takrat sem bila zelo trmasta, pa sem vedela, kaj hočem in sem zelo hitro dosegla to, da sem tudi jaz dobila en svoj miniboard, ki ga je bilo v tistih časih res težko dobiti. Pa se je pa v bistvu vse skupaj razvijalo tako zelo spontano, predvsem podpora družine je v takem športu, ki zahteva ogromno logistike, pa tudi nekih finančnih vložkov zelo pomembna, tako da se je moja cela družina celo življenje prilagajala temu, da so me čim bolj podpirali. Še posebej pa moj oče, ki je tudi potem v bistvu spremenil svojo profesijo, pustil svojo službo oziroma podjetje in postal deskarski trener. Tako da jaz moram reči, da sem res v prvi vrsti tukaj hvaležna svoji družini za vso podporo, za vse tiste ure, ki so jih posvetili meni pa mojemu športu, pa se marsičemu odrekli. Vesela sem, ker na koncu je v bistvu v športu zelo postanem čustvena, ko o tem govorim, ker mi je na koncu uspelo pač nekaj izjemnega in vem, da v bistvu s tem tudi njihov trud poplačan. Zdaj sem tudi vesela še za mojega očeta, tukaj ga vsi tudi poznate, eden najboljših trenerjev deskanja na snegu. On sicer mogoče da je malo iz druge perspektive, pomaga, sodeluje pa gleda, ampak še vedno je tukaj res velik zaupnik pa vedno v pomoč. Tako da v začetkih, zdaj če pa mogoče res pomislim nazaj, sem pa prvega kondicijskega, oziroma to moram reči takrat bolj fitness trenerja dobila že nekje proti koncu osnovne šole. Potem pa v bistvu tak resen sistem, pač res prvi tak resen trening sistem, sem vstopila leta 2013 in sem v bistvu v tem sistemu vztrajala do sezone 2018 do 2019. Zdaj tukaj je bilo ogromno napredka narejenega, veliko treningov, res ogromna količina. Tudi moram reči, da sem bila zelo zadovoljna, tudi rezultati so šli navzgor, ampak se je potem tudi majčkeno zataknilo v bistvu zaradi mojega življenjskega stila. Nekateri mogoče veste, ampak jaz do olimpijske medalje nisem imela urejenega statusa v bistvu kot profesionalna športnica. Torej sem službo dobila šele po tem uspehu, državno službo, ne. Tako da sem mogla v enem obdobju v bistvu trenirati, študirati pa zraven še delati. Tako da je bilo to obdobje res zelo naporno in takrat sem se prvič srečala z izgorelostjo. Jaz takrat nisem niti vedela, kaj dobro to pomeni, pač zdelo se mi je, sem samo utrujena, saj ni nič. Tega po pravici povedano sploh nisem jemala resno. Meni se je pač zdelo, da je to nek normalni proces, po treningih si utrujen, se to je normalno, pač imela sem veliko obveznosti. Zdaj ja, vzroki za to so bili zagotovo pač naporni treningi 2-krat na dan, pa vse te obveznosti, ki sem jih prej naštela, pa potem pomanjkanje regeneracije, nisem dovolj počivala in vse skupaj se je to nekako vrtelo v enem začaranem krogu. In meni so potem v bistvu zdravniki svetovali, naj grem na potovanje, naj se malo sprostim, naj ne treniram. In pač sem rekla, okej, bom poskusila. Meni je že po enem mesecu postalo dolg čas, ker pač vseeno smo vsi, ko smo v športu, vemo, koliko je to težko nekaj dati na stran, kar imaš najrajši, pa kar je nekako tudi tvoj način življenja. Tako da, ker tega nisem jemala resno, sem se res prehitro vrnila nazaj na treninge in se v bistvu nikoli nisem zares spočila. Je pa res, da sem potem, ko sem se vračala nazaj na treninge, ugotovila, da v tem sistemu, v katerem sem bila, da se nekako ne počutim več dobro. Da mogoče ne dobim tiste energije ali pa pozornosti, ki bi si jo jaz, mogoče tudi v situaciji, kakršni sem pač bila, želela. Pa ne me zdaj narobe razumeti, ne krivim svojega trenerja takratnega, ampak enostavno mu tudi sistem ni omogočil, da bi se pač ukvarjal samo z mano, pa mogoče toliko, kakor so bile takrat moje potrebe. Sem enkrat pojavil v Glorinem življenju, prvo kar je leta 2017 sem bil zaposlen na velenskem podjetju kot komercialist v nabavi
vsi, ko me poznate, dejansko vete, da od mojega 20. leta naprej sem v športu aktiven kot trener. Najprej sem se ukvarjal z otroki, potem sem šel na nivo nekih rekreativcev, potem na age grouperje, se pravi neke amaterje. In ja, potem ves ta čas, vseh teh 20-25 let, nisem izobražen, nisem naredil fakultete za šport, ampak sem se usposabljal ves čas. Sprva iz razloga, ker sem mogel sam sebi pomagati, ker sem imel hudo poškodbo po tistem času, ko sem začel z rehabilitacijo, sem ugotovil, da tega znanja nima noben v Velenju, oziroma si ni vzel čas za nas, navadne smrtnike. Potem sem pa nekako rekel, ne vem, mogoče kaj pa ne bi se iz tega naučil, oziroma bil sem del takrat rokometne ekipe. Rok je bil del te ekipe, se spomniš tega? V bistvu je takratni trener je predlagal, da bi mogoče se lotil kondicijskega trenerstva, ker niso imeli niti enega takega trenerja v takratni ekipi rokometni. Sem rekel, zakaj ne, sem v končni fazi bom še sebi pomagal. In tako se je začelo, no. Ja, res, pol leta 2017 sem se odločil, da je vsega dovolj. Razlog za to je bila v bistvu pregorelost leta 2016, tako da deloma razumem Glorijo, vem, kaj je šla skozi, vsaj v zelo manjši obliki, bolj blagi obliki. In res leta 2017 sem ji predlagal, če se lahko pokažem, pa takrat ni bila nekaj zainteresirana. Neko redu je, se bo pač moj čas. Leta 2019 sem se pa odločil, da grem čisto profesionalno pot, odprl SP in se odpravil s trebuhom za kruhom v Nemčijo na teniško akademijo. Plan je bil, da ostane gor več let. Začel v bistvu zelo dober, dobil en svoj klub, ki sem ga vodil, in po mesecu pa pol dobim klic od Glorije in mi predstavi svojo idejo. Jaz seveda super, fajn, lahko sodelujeva, predlagam delo na daljavo, pravi, ne bo šlo. Pravi, če že, edino, da si zraven, jaz rabim trenerja, kako zelo mene. Okej. Plano sem imel vikend dopust, prišel domov. Takoj po dopustu sem naredila testni trening. Rekla, okej, to je to, kar se mene tiče, ampak kaj bo pa zdaj, ne? In ja, moram priznati, da sem se v roku 24 ur se odločil, da zgodba v Nemčiji ni za mene več, ampak da je zgodba za mene doma, v Velenju. Nekako sem, odkar poznam Glorijo, poznam od malega. In pozabil eno stvar povedati, da sem bil njen trener že pred tem. Najina poskusna doba je trajala en dan. Nažalost sem si izbral napačno okolje, v katerem sem jo treniral, tako da sem drug dan ostal pri službi. Bom kasneje pol povedal, kar se je pravzaprav zgodilo, ampak ja, tako da ja, imel sem vizijo. Vedno se mi je zdelo čudno, da ne doseže tega, kar je dejansko skozi bila blizu, ampak